Živjo! Že dolgo nismo vlogali na tak način, čist raw. Tako da dobrodošli nazaj na tale kanal. Ta video bo začetek enega zelo velikega poglavja za naju. Klemen tlele ob meni čisti. V glavnem se bova vse še bolj podrobno povedala v nadaljevanju. Ta vlog bo zanimiv, ker boste videli najine plane. Pa tudi dobila bova obiske strokovnjake, ki bodo najin plan, načrt ocenili. Ampak sem na kratko, v tem stanovanju zdaj živiva že dobro leto. Ko sva ga kupila, je bilo pač stanovanje takoj vseljivo. Vse je bilo BP, seveda pa ni bilo glih v najinem stilu. Tako da zdaj po tem obdobju življenja noter sva tudi ugotovila, kaj nama manjka, kaj bi lahko izboljšala in tako razvila neke ideje in želje. In ja, zdaj je spomlad, tako ko se za pomlad spodob, bova začela te želje uresničevati. Pa začnimo. Chat, daj mi zgodovino najine prenove v 5 stavkih. Krajš. Ker se mi zdi, da nikoli se nisem mislila, da bo to nek do it yourself vsebine, pa v bistvu odkar sva skupaj nekaj renoviramo. Renovacija v Kosezah, kjer smo pol bili sem 3 mesece. Ker sva šla v Indijo. Kaj v Zidanci? Ja? Malenkost v Zidanci, tuš, take neki. Prčkarije. Taka funkcionalna izboljšava kvaliteta življenja, ki je ful pomenilo. Tla sva zamenjala, tuš sva zgradila, poslo zamenjala, hodnik v topli pot zamenjala, pa ne vem, stebričke vam popolje. Tako, par takih stvari, ki so nama v tistih 2 letih pa pol, ko smo tam živela, bile ful dobre. Tako, prčkarije, polej kombi, polej tole, zdaj. Ene renovacije so bile bolj uspešne kot druge. Ena največjih je bila definitivno kombi, ki je trajala 1 leto. In večina je podokumentirana na tem YouTube kanalu, tako da tlele imate playlisto, si lahko pogledate. Ta renovacija s kombijem je bila ful specifična zaradi tega, ker smo mogli na težo paziti, na materijale, na zakone. Znotraj okvirju precej je bilo tako. Tako se mi zdi, da čist vsako najmanjšo stvar sva mogla porabiti par ur googlanja, ali sploh lahko. Lani aprila sva zaključila s to renovacijo in takrat sva bila ono. Zdaj pa eno obdobje sem živim. In se mi zdi, da je bilo pomembno. Boljši life brez renovacij, da ne greš takoj v renovacijo. V novo stvar. Dvojni pogled na njega. Nekdo bi se v njega vselil, pa bi bil tako, tle komod živim takole 10 let. Recimo predvsem jaz sem bolj na tej strani ljudi, ki je tako, vse je dober. Klemen po drugi strani je pa zelo malo, si začel malo risati, malo razmišljati, kje bi kaj optimiziral, kje bi kaj izboljšal. Želel si nov kavč. Halo, nov kavč? Kar pripeljte. Ta kavč sva dobila v sodelovanju z Favijom, bom kaj več povedala v Instagram objavi, ampak recimo zaradi tega kavča je pol Klemen tudi štenge šel ožati. Začelo se je pa vse z lopo zgore za podstrešje, ki je Klemen naredil, zato da je nama podstrešje dodatno izoliral, to se je zgodilo že januarja. In v bistvu od takrat je zgornji štuk premetano krog, zelene zaplate stene so, tako, vidite, da smo že v renovaciji not. Ja, okna bi pa menjala, ker se rosi na notranji strani precej. Se pravi, smatram, da so malo prestara že, pa da ne izolirajo dobro, pa ne zapirajo se lepo, pa manj svetlobe dajo se. In tu bo se mi zdi ful spremenilo kvaliteto življenja v tem stanovanju. Tako da ja, to je to za enkrat. Začnimo kar pri veliki sliki. Tlele vidite tloris najinega zgornjega štuka, namreč to stanovanje je duplex, to pomeni imamo zgoraj spodaj. Že takoj na začetku neke ideje je Klemen zelo veliko časa posvetil barvam, tako da imava tudi neke osnovne barve, osnovne teksture, kakšen bo les. Boste videli, ene elemente bova delala celo sama in takole trenutno zgleda. Vse je malo premetano naokrog. Čakaj, nekdo zvoni. Živjo! Sem Tonka Erjavec in sem uspešno z odliko zaključila fakulteto za dizajn. Delala sem tudi nekaj let v biroju, kjer sem se potem odločila, da grem na samostojno pot, tako da se zdaj s tem ukvarjam. Sicer me pa že od nekdaj zanima estetika, že od majhnega, tako da je to v bistvu moje poslanstvo. Tonka je res prišla kot naročena, tukaj smo se imeli za pomen, mislim, da je bila 3 ure pri nama. Naredila bo tudi 3D izris, ki bo v naslednjem vlogu. Zdaj pa začnimo kar z spalnico.
Ob uselitvi je posla bila na temle delu. In midva sva potem, ko sva loputico menjala, poslo premaknila in se odločila, da posla mora ostati tukaj, ker nama je veliko bolj všeč ta lokacija, veliko bolj nama je tudi smiselna. Za naprej pa razmišljava nekaj v tej smeri, kako se vam zdi. Pa nekaj tako zavito sem mislil, da bi bila že tle začetek platforme, pa pol skus še not, pa nekaj. Ampak vse je pol bilo tako, tu bo preveč dela, tako da sem pol opustil. Ker tle bom imela glave in tle bo tako, ko pač za kakšno lučko odložiti, moja bo na steni tle. Se pravi kot polička. Tako. In bo tudi mogoče kot skrinja, da se da dvigati. Super, ja. Približno neko tako jantarno bomo zbrala. Tle zdaj ne vem, če je tu točno ta, ampak... Jantarno barvo česa? Lesa. Kar bo lesenga bo večino krat v to smer. Da bi tle bil mehanizem pa tle in se v to smer gor. Aha, v to smer, da bi se, razumem. Zdaj lahko tudi... Tle se itak ne bi dalo. Nisem pomislil, ja. Sploh za temi. A jaz sem videla, ne boste imela naslonjalo. Jaz se to od posle direkt ne bo, ja. Zdaj ne vem, kako pol narediti, da bi... Lahko tle ti kaj predlagaš, ja. Ja, ker v bistvu, pač če ne boste imela, se spolštri hitro zamaže. Ja, sploh če imate belo steno. Polkrog pa... Ja, jaz bi polkrog, se pravi, ja, do nekje, do te višine tukaj. Zdaj, ker še ni prebeljeno, bi lahko dejansko risali se malo v veliko. Malo si začrpal, da vidiš, ja. Ja, potem pa mogoče res neko skrinjo renovirati, da je še vedno malo te vintage rustike noter. Ja. Pa je to, pa itak noter skladišč ta polkar. Veš, kje bi bilo lahko police tudi? Tam, v tisti, ta mrtvi kot, ki je, ne? A da bi bilo tle nekaj nizko omarca, recimo. Ali tam, ali pa tle, ki je zdaj monitor. Ker v bistvu to je ful smiselno, kar si rekla. Ker v bistvu tle ta zadeva itak ne služi ničemu, ne moreš izkoristiti. Lahko pa izkoristiš do parapeta. Se pravi, da daš tle neke poličke in potem zafilaš knjigami. In je ful hudo. Ja. Nogice od posla bodo itak pomaknjene malo navznoter, ne? To bi nama ustrezalo. Ja. Boš tlej pokazal, kako bo... Ja, to pa imam, idejo že sem razmišljal, pa boš ti pol povedala, kako se ti zdi. Od tega stebra pa do tamle nekje bo narediti tla. Walk-in closet je tudi neka ideja, ki je prišla takrat, ko sva premaknila poslo in sem bila jaz tako, zakaj pa ne bi teh velikih, ogromnih omar dala ven in bi naredila v bistvu kot nek ločen prostorček. Tako da tole je trenutno stanje in jaz imam res veliko vizijo, da bo ta prostor v bistvu najlepši prostor na koncu. Tole je pa najin okveren moodboard. Pa poglejmo, kaj prav Tonka. Ja, ful dobro. Kaj ste rekla, Pax? Ne, Pax bi bil, če bi bil tole, ampak bom... It makes no sense, če nočemo imeti vrat, ne? In pol smo bilo tako, ne, v bistvu medva raba neki sturdy pa open. Ampak bil jantar prebarvala. Bolj lak. Lak, ok, se pravi transparentno. Je še v procesu debate. Ok. Klemen si želi, da je walk-in closet temno-moder koncept. Bom pokazal. A ne boste imela polic recimo na steni? Ja, sej, bo pa les. Police so ful propustne. Veš kaj mislim? Če imaš ti polico, pa conijo, regal ti še ful stene vidiš. Ja, regal bo. Klemen, kovina je kovina. Nekaj moramo še vedeti. Mi zdaj izberemo, kakšna bo stena, kakšni bodo elementi. V bistvu bo pa vse ful šareno zaradi oblačil. Jaz bi svetovala, glede na to, da vse nima ta zgavira svetlobe gor, pač pustimo razstrešno, bo itak dodalo svoje, pa... Sem ne bo tam not. Tam not bomo po mojem prav umetna svetloba. Ja, in bosta s tem v bistvu še bolj zatemnila in zaprla prostor, če bo nek temen odtenek, ne vem, temno-modra ga optično zožne, ne? Ja, pa bi raj, to, kakor sem rekla prvo, pa bi raj nek regal funky zbrala, rdeč, tak... Pa tepih tak. Tako, da z dodatki ti obogatiš prostor. Jaz vedno priporočam ljudem, da raj s temi glavnimi elementi, kakor so, ne vem, stene, vrata, pohištveni elementi, ostaneš basic, bolj neutralen in potem z dodatki ti krepiš pa obogatiš prostor. Mogoče, če sem tle pogledamo, ti veš, koliko je širina Kallaxa, če bi sem pogledal, do kje bi ta sistem prišel. Jaz če ogibam bi takole rekel, ampak zdaj bi v to smer premaknil. Po moje malenko zglobe, ja, ene po moje 30, ja, smer, ja. Torej tle, veš, ko sem ti tudi slikico poslala, sem vam mislila tle na koncu, da bi bilo takole ogledalo. Ledice odzad, da se lahko posvetli, pa mogoče sem nad ogledalom neki tako hakelček, da imaš nek klobuček ali pa nekaj. Tisti regal ali karkoli bo tle ziher malo nižji,
ne sme biti tle, ampak se tle nekje lahko šele naredi zato, da ko odpreš, ne, se pravi, to dimenzijo moramo zadeti. Ja. Stene bi pa pustila keep it simple, sam bele. Ja. In potem za zaveso, da bi se nudilo neko dodatno, kako se reče? Pregrado. Ja, pregrado, ampak da imaš svoj mer. Ja. Pa v barvi tej action, da ni čisto snežno bela, da je vse malo topline noter, plus to brdo gre ful lepo. Okay. Kaj pa ovalno, ta neko box, se ti zdi, da bi tle bilo smiselno narediti, ne? Da bi se pravi iz te pregradne stene, mogoče bi, zna biti lepo, ful estetsko, ker če bo ta tlele imela ovalno ogledalo, se bo ta linija lepo eno pod drugo zaključila. Samo moraš pol, da je res lok podoben temu loku. Tu je bila klanjena želja, pa pol bi bilo. Pri stopnicah na začetku ni bilo velikega plana, ampak potem, ko sva dobila nov kavč, kot vidite, tlele so še kar široke, ko sva dobila nov kavč, je Klemen jih zožil in potem je pod njimi tudi naredil zdaj veliko bolj uporaben prostor, namreč tak dvižni sistem, pod katerega bova lahko namestila nek shranjevalni sistem. Zdaj je pa še odločitev, kako jih prebarvati. Štenge imava neko idejo, ne veva, če bo resnično, da bi jih prebarvala. Zdaj so različni lesi noter, da smo dali hrast zato, da je nosilno, ker je prej tle bil steber, pa smo ga odžagali, zato smo prostor dobili in zdaj treba nosilno narediti in je les drug in bomo najbrž šla v barvanje zato, da bo vse homogeno. Lahko pa wild pustimo, pa se sem še to do konca polakira, pa je pač neka mineštra. Povzamem nazaj uno za zeleno, ker sem se spomnila, ker imate vi te zelene rastline, bo ful bolj do kontrasta prišlo, če imaš recimo bordo ali ne vem, modro, pač za kjer boste šla. Da bojo rastline zeleno pridajo. Ja, da pride do izraza tudi to, da imate te viseče. Kontrast in hkrati pa paše z tem. Tudi s tem, ja, se strinjam, ja. Kaj se pa zgodi, če te štenge samo odstranimo, lak prebrusimo in ostane ta barva, ko jo vidimo tle spodaj v zarezah? To sem ta sveta, da ko si razložila mogoče, ampak štenge je zmer boljš, da tu ne preveč belo, ker tu se vse hitro pozna. Veš kaj je fora, da ima ta stavno pohištvo ostalo isto v tem odtenku rumenem. Sem slej, ko prej ne bo, veš, skoraj vse, kar bomo prenavljala, kuhna ne bo taka, tako. Ja, bomo tu dali še za razmislek. Ostala nam je še pisarna. Pisarna je bila včasih tam, kjer je zdaj postelja. Vključevala je tole eno dvižno mizo iz Ikeje pa dva delovna stola, kar je v bistvu zelo skromno za dva človeka, ki delata od doma, tako da tu želiva zdaj definitivno spremeniti in v tale prostorček dati en tak dolg delovni pong, kjer bova oba imela dovolj prostora za delo. Tule je pa nekako mood, katerega želiva doseči v pisarni. Tu zaprto. Ok, se tle rabimo kaj pomeniti. Fajn bi bilo, da so dva ista stola, ne bi rada, da je, ali bi šla ti bolj funky, da je kar random. Ne, mogoče, ne, pri stolih mi nič ni funky, pač itak pri teh stolih so delovni, tako da mora biti funkcionalnost. Tako ga imamo zdaj iz Ikeja, sva oba ful zadovoljna z njim. Ni pa več v prodaji te rožnega odtenka, tako da mogoče bi sem isti stil, da je siv. Tako da barvo lesa. Vem, da Klara se probal tepati lesa, kakor se le da, ampak če bi vsem imel lesen pult, kaj pa ne? Pač industrijsko bi dobro vzgledalo. Pač eno idejo si imel tudi, da bi, se mi zdi bi ful pasal, če bi ta hruška bila ta bolj, pač, ko smo rekli, temno pobarvana. Ene 4 centi debelo, ja. In pol v sredini, med dvemi stoli, bi bil pa spodaj predalnik. Vem, kaj mislite. To bi ful pasal skupaj. Všeč mi je to mešanje materialov, se pravi kovina, les, tekstil, da so stoli blazinjeni, to bo ful lepo prišlo. Ok, pol tle zberemo čist isti tak bordo ali rebolerjavkasta hruška tiste. Jaz bi raje hruško naravno pa sceno. Da ne ponavljamo čist isti odtenk. Preveč. Da se ne ponavlja. Ja, ni nujno, da za vse posod ponavljamo. Cool, pol je to vemo, ja. Ja, se pravi, predlagam, da bi bila delovna površina na tej steni, ker je glede na ta prostor in na mansardo najbolj smiselno, ker tle pač je nagib in ne moreš normalno delati. Pa dovolj je v bistvu površine pol za oba, če oba sočasno delata. Jaz bom tako sedel, ti boš pa tako sedela. Tle. Ja. Ja. 81 centi bo, saj
globine. Približno tako kot ta, Tako, če gremo ja, reči. ja, Ker ja. bomo tudi crafti, stvari bojo gor odložene doskrat in bi rada, Ja. da ni tako. Da imaš ampak dosti delovne pride površine, tako, ja. ja, tako. Kva pol tle? Tle sem pustimo open space, pa vidva s časoma. Kakšna roža pa nekaj tako, da nič kaj. Ja, v bistvu jaz ne bi preveč zapirala prostora, sploh te poti, da je še vedno fluidno, da se Ja. ne izogibaš pač vsem Ja. Tako, kolom pa možnim. tle nesemo stojalo za oblačilo, je ne, za ven sušiti. Je definitivno fajn, da ni šlo Ja, da en nimaš- meter, način tle bo metrska vrata, ne, in bi rada da tako. Tako. Tako, ja, kako bi... Ja, dej reči, da je to normalno, pa da kar naj nadaljujem. Jaz se ti v imenu vseh nas treh zahvaljujem za ogled tega vloga. Če boste kadarkoli potrebovali Tonkino ostro oko za detajle in vse njene nasvete, imate spodaj njen mail in jo lahko kontaktirate. Vesela bom seveda vsakega všečka in delitve tega videa. Mi se pa vidimo že naslednji teden v vlogu, kjer bova predstavila renderje, ki jih je pripravila Tonka, pa tudi videli boste, kako prenova napreduje. Se vidimo!